Zdaj bomo na oder povabili gospoda, ki vodi že vrsto let in je tudi lastnik podjetja, ki dosega več kot 100 000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega, dosega neverjetno produktivnost svojih zaposlenih in pravzaprav uresničuje najbolj napredno poslovno zgodbo ne samo Slovenije, Evrope, ampak lahko rečemo celotnega sveta. Vsi ga dobro poznamo, to je direktor podjetja KLS Ljubno in tudi predsednik sveta Gazel, gospod Bogomir Strašek. Dobrodošli med nami. Dobar dan, lep pozdrav vsem skupaj. Včeraj, ko sem se pripravljal malo na tole današnji forum, sem bil kar malo zadregi, kaj bi pravzaprav danes povedal v sicer omejenem času, pa ob toliko pozitivnih različnih zgodbah. Ampak se bom držal tega, kar je bilo zdaj napovedano, da bom malo povedal, kako mi to delamo, zakaj nam uspe in kakšne korake delamo. Najprej bi želel povedati to, pred 51 leti, leta 1972, ko smo začeli s to dejavnostjo na Ljubnem, tale fotografija kaže včerajšnjo sliko, današnjo, je bilo v Zgornji Savinjski dolini, ki se razprostira od Letuša pa do Logarske doline, preko 2000 brezposelnih. In takrat so meni rekli nekako, če bi jaz se lotil v Ljubnem neke dejavnosti, da bi lahko zaposlili ljudi. In ko sem bil mlad pa dovolj idealista, sem se te zadeve lotil, čeprav nisem vedel, kaj me čaka. Namreč v vsej dolini je bila takrat gozdarstvo pa kmetijstvo osnovna dejavnost. Nekaj malega je bila lesno-predelovalna industrija v Nazarih. Jaz sem se pa lotil kovinarstva, ker sem pač to znal, ker sem po profesiji strojnik. In seveda je bilo treba ustvariti vse kadre, jih naučiti ljudi industrijskega dela. Če bi danes gledal preko, se to je pravzaprav nemogoče, ampak v življenju mora človek imeti visoke cilje in potem delati tako, da pač te cilje uresničiš. Čeprav je včasih treba narediti bistveno več, kot misliš, da si sposoben. In mi smo danes res ena najnaprednejših tovarn v naši proizvodni niši. Mi delamo zobnike, zobate obroče za pogon in zagon avtomobilov, smo pa med prvimi na svetu. Kar se tiče kakovosti, zanesljivosti, cenovne konkurenčnosti smo prvi. Nismo pa največji. Večji od nas je ena korejsko-japonska firma. Tako, zdaj bi pa še malo o nas. Jaz bom malo drugače to predstavitev imel, kot sta imela moja dva predhodnika, ko sta govorila o produktih pa o teh zadevah. Kot sem prej rekel, mi smo nastali zato, da smo ustvarili delovna mesta za ljudi v Zgornji Savinjski dolini. In to je še danes naše poslanstvo. In zato smo tudi, ko smo postali moja družina večinski lastnik podjetja oziroma lastnik, to zapisali tudi v naš statut. To je mogoče malce neobičajno v primerjavi z drugimi podjetji, ampak cela zadeva pač temelji na naši poslovni kulturi. Jaz mislim, da medsebojno spoštovanje je osnova odličnosti poslovanja. Pri tem izhajamo iz samospoštovanja. Če bo kdaj imel kdo priložnost ali pa bo želel se oglasiti na našo lokacijo, bo najprej, ko bo vstopil v podjetje, videl eno veliko skulpturo, ki rečemo samospoštovanje,
pa ni zdaj časa, da bi vam obrazlagal simbole te skulpture, ampak že pozdravi vas samospoštovanje. Zakaj pa samospoštovanje? Če vi ne spoštujete samega sebe, ne morete pričakovati, da vas bodo drugi spoštovali. Brez medsebojnega spoštovanja pa ni dobrih rezultatov trajnih. Obstajajo še seveda načini prisile, strahu in podobnih načinov vodenja. Ampak mi izhajamo iz te poslovne kulture in lahko rečem, da nam je dala dobre rezultate. In lahko še to rečem, da pravzaprav druge izbire sploh nismo imeli. Mi nismo neka taka velika firma, ki bi lahko uporabili neke druge metode izsiljevanja, pritiska na dobavitelje, na kupce in podobno. Pa še tole, kar je pravzaprav v uvodu bilo rečeno okoli družbene odgovornosti in dodane vrednosti. Jaz že dolgo časa, svete za tole naše podjetje že vodim 51. leto in spremljam, kar se dogaja v slovenskem pa tudi širšem prostoru. In precej časa je bilo, ko se je govorilo o družbeni odgovornosti, se je navajalo številke, koliko da kdo denarja za sponzorstva pa za donacije. Jaz pa mislim, da to ni pravilni pristop, ampak da je družbena odgovornost, da podjetje vodiš tako, da ustvarja dovolj visoko dodano vrednost, zato da lahko vlaga v razvoj podjetja, na dolgi rok, da upošteva vse zakonske regulative, tudi o tem, čemer bo danes kar dosti govora o tem krožnem gospodarstvu in ekološki primernosti, da lahko daš zaposlenim dobre plače, da so potem spodbujeni, da lahko tudi razvijaš še druge zadeve, ki so potrebne za dobro počutje ljudi in za motivacijo. In šele potem pride na vrsto, ko dobro delaš, seveda lahko daš pa nekaj tudi za okolje, donacije, sponzorstva. Mi veliko doniramo za področje humanitarnosti, za področje športa in tudi za zdravstvo in podobne dejavnosti. Ampak to je že na koncu, ko imamo rezultat, mislimo, da ga moramo razdeliti tudi v okolje. Mi mislimo, da mora okolje napredovati za nami, zato veliko vlagamo, ne samo v Ljubno, ampak v to širšo okolico. Tudi na področju usposabljanja. Pred nekaj dnevi me je poklical ravnatelj osnovne šole Ljubno, kjer je bila lansko leto so odprli robotsko učilnico, da so ljubinski osnovnošolci postali slovenski prvaki v robotiki. In zdaj bodo šli na svetovno tekmovanje v Panamo. Tako odlično, nekaj smo pa pomagali pri tem. Se pravi, tudi okolje se z nami razvija. No, zdaj je to malo reklame za ABB pa za Fanok. Ampak ne bomo mogli brez tega, ko bomo še naprej šli. Veliko je danes tukaj podjetij, ko sem se danes sprehodil, sem malo prej prišel v avli, s katerimi sodelujemo, ki so odlična, ki nas veliko podpirajo, brez njih bi težko dosegali te rezultate. Ampak ne se držim. Torej, mi imamo seveda poleg vsega, pa ne zato, ker je to moderno, ampak ker je to pomembno, moram to povedati, izredno odgovoren odnos do okolja. Moji sodelavci vejo, mi se vsi zavedamo, da smo, če se vrnemo na tisto fotografijo na začetku, v enem najlepših kotičkov Slovenije in da ne smemo packati. Zato imamo zaprt sistem. Ničesar ne gre v zemljo ali pa v potoke in vse zbiramo. Že dolgo let nazaj smo uvedli sistem distiliranja emulzij, tako da komaj 8% teh onesnaženih tekočin damo kot nevarne odpadke. Zadnja leta se ukvarjamo z odličnim otisom. To tudi od nas naši odjemalci zahtevajo. To je postal trend v Sloveniji, ne v svetu, ne trend, zahteva. In mi smo
prvi tak izračun naredili leta 2020. 3,53 ton ogljikovega dioksida smo proizvedli na tono proizvoda. Lansko leto smo že dosegli 2,56, velik napredek. Zdaj imamo cilj manj kot 2 toni do leta 2025. To ni kar tako nek cilj z lufta, če tako rečem, ampak vemo, kaj moramo narediti. Bom povedal, šli bomo v zamenjavo dobaviteljev jekla, ker je jeklo, proizvodna jekla je za naše artikle največji prispevek k ogljičnemu odtisu in bomo napravili te korake. To gre kar za velik napredek, ki ga moramo v tem času doseči. No, kaj pa se je zdaj naredilo? Aha. No, seveda mi uporabljamo robotizacijo. A smo na pravem slajdu? Ne, kar lepejmo nazaj. Tako. Zobate obroče, ki so naš predmet poslovanja, smo začeli leta 1978. Za ta Maribor smo proizvedli prve zobnike za pogon njihovih tovornjakov. Leta 1996, po osamosvojitvi, smo 5 let smo nekako tavali, kaj pravzaprav bi zdaj napravili, da bi preživeli v tem novem, zelo konkurenčnem svetu, ki je zahteval bistveno večjo kakovost in bistveno nižje cene. No, in smo se odločili za ozko specializacijo in danes proizvajamo samo obroče in zobate obroče za pogon in zagon motorjev. Dosegli smo visoki tržni delež, v Evropi imamo 70% tržni delež, na svetu imamo pa že več kot 15% tržnega deleža. Začetek naše robotizacije sega v letu 2007. Leta 2006 sem bil z skupino nemških pa avstrijskih direktorjev na obisku na Japonskem, pa smo obiskali tudi Fanok. Takrat je predsednik nas tudi sprejel, doktor, kako je ime, se ne spomnim, ne predsednik, ustanovitelj. In takrat so nam predstavili celico, ki je delala brez ljudi en vikend. In takrat je rekel, zdaj imamo pa v delu takšno, ki bo delala en teden, ko ste rekel, zdaj že dela en mesec. Skratka, to v kako kratkem času, dobrih 15 letih. In ko sem prišel domov, smo se usedli z rekel, ne, mi moramo takoj v robotiko. To je zdaj, to je prava smer in smo leta 2007 že naredili prve linije. Fanokove robote smo uporabili. In delamo torej zobate obroče. Prvi milijon smo rabili 10 let, za prvih 10 milijonov smo rabili 25 let, letos smo pa praznovali 180 milijonov narejenih zobatih obročev. Niti ene reklamacije nismo imeli s trga. Naš proizvod, 180 milijonov proizvodov, ni odpovedal v avtomobilu do danes. Sedaj imamo 250 robotov, zaposlenih imamo 260 ljudi, tako da, prej smo slišali, Fanok ima 8000 zaposlenih pa 4000 robotov, mi smo, seveda ga tu že prekašamo, ampak seveda, malo za šalo. In seveda smo uporabljamo vsa orodja, ki so na razpolago, da lahko izboljšujemo našo produktivnost in konkurenčnost. Zato smo zdaj v zadnjih letih veliko vlagali v digitalizacijo procesov. Zdaj pa malo to temo, ki večkrat so me vpraševali, roboti so neprijazni, pa jemljejo delovna mesta, pa seveda celo na Evropski komisiji so se pogovarjali o tem, kako bi nekaj obdavčili in tako naprej. To je silna traparija. Poglejte, mi smo od uporabe robotov naprej, smo povečali proizvodnost za 240%, produktivnost za 150%, število zaposlenih za 70%, plače pa skoraj za 3-krat
Kaj je zdaj tu narobe? Zaposlenih pa ni, pa še bolj bomo morali uporabljati vse te dosežke, ki nam jih prinaša, tudi te avtonomne robote. Zadnjič nas je Fanok o tem informiral, no, danes sem slišal tudi za ABB, da bomo lahko še tista delovna mesta, kjer ne uporabljamo robotov, še robotizirali. Roboti so za nas ne samo zaradi tega, da povečamo produktivnost pomembni. Za nas so pomembni, ker pravzaprav naredimo z njimi prijazna delovna mesta. Ukinili smo, ljudje ne opravljajo več monotonih in ponavljajočih del, ne opravljajo fizično zahtevnih del, ne pridejo stik direktno z strojem, je bolj varno, manj nezgod pri delu, manj poškodb, delo je bolj čisto. In seveda tako delo zahteva bistveno bolj usposobljene sodelavce. Mi imamo kar velik delež inženirjev v proizvodnji, prav na proizvodnih linijah, kar je pa pravzaprav to, kar si danes mladi želijo, da imajo pač bolj usposobljena, kvalitetna delovna mesta. In to smo uspeli, pa imamo kljub temu težave pridobiti ustrezno število ljudi v tem našem koncu gor, ker smo pač precej oddaljeni. No, zdaj pa, da ne bo gledalo to kar tako, se ne imam časa, bi pa s parimi podatki še podkrepil. Na hitro. Ja. Tako da, evo takole, od uporabe robotike naprej. Takole smo povečevali proizvodnjo. Pogledajte, leta 2017 je rekel konica, pona pa ne gre več. Sveda, ker so bile tule kar precejšnje krize, vključno s covidom, vključno z problematiko avtomobilske industrije, vključno z pomanjkanjem pravočasnih dobav v avtomobilski industriji in s tem, da smo v tem času od leta 2017 začeli razvijati produkte za električne pogone avtomobilov. Seveda to še pa ni prineslo količin, je pa prineslo seveda ljudi, večje število zaposlenih in velike razvojne stroške. Skupna produktivnost, ki jo sledimo že 25 let, smo razvili en izviren sistem, skupna produktivnost, rečem to, ker to ni samo produktivnost dela, ki jo merimo, kakšen delavec naredi, ampak je sestavljena seveda iz več sestavin, tudi z investiranjem, tudi z razvoja, tudi z inovacij, ki jih prenesemo iz okolja in jih vgradimo v naše procese. Nam skozi povečuje in to je en podatek, ki moram reči, da ga vsakodnevno gledamo. Vsak dan zjutraj imam na mizi podatek, kakšna je bila produktivnost včeraj in kakšna je v povprečju enega leta. Seveda ne moremo nenehno rasti, ker smo dosegli zelo visoke nivoje. Če pogledate tale graf tamle na levi, je eno veliko dno, to je bila kriza 2008, ko pač nismo ljudi odpuščali, manj smo pa naredili in seveda produktivnost padla. In enako je bilo tule v času covida, ko smo seveda bistveno manj naredili in ljudi pa nismo odpuščali. Mi nikoli nismo odpuščali ljudi zaradi tega, ker nam ni mogoče nekaj dobro šlo, ker moramo preveč vložiti v njihovo usposabljanje, ker so nam ljudje preveč dragoceni, da bi jih odpuščali. Ker jim tudi hočemo to povedati. Zato pa je tudi ena izmed pomembnih sestavin, da imaš visoko dodano vrednost, je v tem ne, da se delajo dobički, ki se ne vem komu delijo, da lahko kako rezervo narediš za težke čase. Ker to je pomembno, da se ljudje varni počutijo v podjetju, da vejo, da je ta prihodnost, da je ena velika skrb za njih in da smo nekaj dobrega naredili, pa smo takrat, kadar nam je dobro šlo, malo na stran dali, da bomo lahko tudi v težavah delali boljše. Nekaj kakovosti na hitro. Moje mišljenje je, da je kakovost argument v prodaji. Zdaj sem napisal par kolumn, pa prispevkov tudi, pa poskušam to na hitro še zdaj povedati. Kakovost v prodaji, to ni samo kakovost proizvodov, tisto, ko sem rekel, da nam ni še noben odpovedal, ampak je seveda tudi več v teh faz je treba obvladati. Kako si v razvoju kakovosten, kako hitro se odzivaš na potrebe odjemalcev, kako dober si, da si
pri začetku, pri razvoju proizvodov zraven. Ne da potem dobivaš neka naročila, ko so že presejana na trgu, ko imaš že ceno pod neko normalno ceno, da je lahko dobiš. Pol so zelo pomembne dobave. KLS nikoli ne zamudi z dobavo. Mi moramo na dan natančno servirati izdelek, če tako se malo po gostinsko izrazim, na mizo našim dobaviteljem. To pomeni od Japonske do Kanade, tam pri Torontu imamo enega odjemalca, do Brazilije in do Argentine. Tu vmes največ sicer v Evropi. In je kar seveda kar težko. Mi približno 12% prodamo na Kitajsko. Imamo tam seveda problem z logistiko, ker ladja pluje 50 do 60 dni. Ampak smo tudi poskrbeli za način, da imajo naši odjemalci, če le dobimo prave informacije, pravočasno naše proizvode. Potem je tu servisiranje, bom malo z enim drugim podatkom to potem podkrepil, kaj to pri nas pomeni. In seveda posebne od zahteve. V naši dejavnosti je tako, da moraš, kako bi rekel, moraš brati, kaj odjemalec rabi. On ti ne pove vsega, pove ti pol, kot nekaj narobe narediš. Imajo sicer neka pravila napisana, ampak tam noter ni vse. Tudi to, kaj bi radi včasih, nekaj, kaj potrebujejo, ni dovolj, da gledamo njihove napovedi, ki jih dobimo vsak dan zjutraj, ampak gledamo tudi sicer, kaj se dogaja z tistimi proizvajalci, za katere mi delamo proizvode. In potem temu ustrezno verjamemo tem napovedim ali ne, ali si vzamemo neke rezerve. Zdaj pa nekaj kakovosti. Najprej interni PPM-i, koliko part per miljen imaš slabih. Seveda interno je to kar velik problem, ker robotizacija je fajn zadeva, je pa tudi slaba, kar se tega tiče. Ker ko imaš vse robotizirano, predno gotoviš, da je neka napaka, jih je že 10, jih je že 15 narejenih, včasih tudi 100. Zato obvladovanje interne kakovosti je kar velik problem. In vidite, tu smo kar že lepe rezultate dosegli, pa se je pa to naenkrat dvignilo spet. To pa zato, ker smo uvedli nov proizvodni sistem, ko imamo v realnem času vse podatke in pravilne in jih ne prepisujemo. In zdaj točno vemo, kaj je šlo not in kaj pride ven. In smo ugotovili, da 1/3 izmeta nismo imeli beleženega. Prej so to delavci pisali na list, ker smo to posnemali. In seveda smo potem vzeli prave rezultate in zdaj se tudi trudimo, da gremo navzdol, pa nam gre dobro. In letos že presegamo zastavljen cilj 14.900. Potem so pri odjemalcih. Pri odjemalcih imamo odlične rezultate. Mi dosegamo zadnja leta celo en slabi kos na 3 milijone dobavljenih kosov. Drugače pa 10 let, če pogledate tudi spodaj, je manj kot en slab kos na 2 milijona dobavljenih kosov. To so izvrstni rezultati. Naši konkurenti dosegajo 50, tudi 100. Ni pa dovolj to, zato da imaš naročila. Število reklamacij drastično znižujemo. Lani smo imeli 3 reklamacije, 2 reklamaciji eno reklamacijo na 5 milijonov dobavljenih kosov. Tu se praktično približujemo nuli, ampak zakaj je to pomembno? Poglejte, mi smo leta 2007 imeli 3,4 reklamacije na milijon dobavljenih kosov, pa smo bili takrat med prvaki. Ampak če bi danes imeli take reklamacije, bi imeli 50 reklamacij na leto. Reklamacije so potem problem, ker se načelo od mene vsi po vrsti z njimi ukvarjamo. Sprejemamo korektivne ukrepe, sprejemamo aktivni, dobimo audite presoje od dobaviteljev in trošimo po nepotrebnem naše sile za to, namesto bi bili usmerjeni naprej. Tako da ta vlaganja v kakovost, seveda je treba tudi širše gledati. Kar je pa seveda pomembno, smo pa zato stroške kakovosti drastično zmanjšali. Mi smo imeli v začetku
2007 so znašali stroški kakovosti 5,22% od vrednosti prodaje. Letos imamo cilj 2,2, pa sem 100%, da ga bomo dosegli. Ker vemo, kaj moramo narediti. Danes že dosegamo te rezultate. Seveda, ti napredki so bili pa potrebni, zato ker imamo druge vplive, ki pa mi na njih ne moramo vplivati, pa nam prinašajo velike stroške. Stroški slabe kakovosti so se nam v zadnjem času malo povečali na račun tega odkritega, kako bi rekel, trajnega izmeta, ampak so vseeno v zelo dobrih okvirjih. Prodajo smo povečali kar precej, letos bomo imeli 66 milijonov, bo znašala vrednost prodaje, mogoče celo nekaj več, tako da sedaj stvari kažejo. Delež novih proizvodov v prodaji imamo velik, to pomeni, da vsako leto veliko število novih proizvodov iz prototipov, iz začetnih vzorcev pride v serijsko proizvodnjo. Za prvih 5 let, ko proizvajamo nov proizvod, ga štejemo kot nov proizvod. V avtomobilski, tisti, ki ste v tej panogi, tako veste, kako je vsako leto treba cene zmanjševati. In zdaj, ko imamo tako inflacijo, mi smo lansko leto konec leta, letos tudi cene že znižali. Tako da, kako nam pa to uspe, seveda nekaj z boljšimi dobavitelji, predvsem večji del pa pri nas interno. Vrednost izvoza, pravzaprav izvozimo skoraj vse, kar naredimo. Število zaposlenih bo letos doseglo 270. Bolniški izostanki imamo strašen problem. Odkar je nastala kriza covida, pa to namesto, da bi bilo boljše, mi smo imeli obdobje, ko smo imeli tisto staro generacijo sodelavcev, ki so bili že stari in so se zdaj vsi upokojili, smo imeli izredno dobre rezultate, pogledajte, 2% smo imeli bolniške, ali pa 3 na leto. Zdaj je pa to podivjalo. Ne vem, kaj je krivo, sigurno nismo mi, ker ogromno delamo na preventivi, ampak toliko, da dodatni problem se je pojavil, ki ga moramo tudi znati servisirati. Stroški dela se nam kljub temu znižujejo v prodaji. Kar je pa mogoče drugo pomembno, glejte, tako nam naraščajo plače in stroški dela. Kot sem rekel, plače smo povečali za 3-krat, stroške dela tudi za 3-krat, letos že znašajo stroški dela 44 000 evrov na zaposlenega. Kako bomo imeli take stroške dela, če imaš dodano vrednost 45 000? Ja, nič ne ostane. Ljudje pa stanejo in je treba jih dobro plačati, če ne, ni motivacije in jih tudi ne dobiš. Imeli smo velike probleme z materialom. Jeklo je v letu 2020 ponorelo s cenami in so se cene več kot po 100%, tudi 3-krat so se povečale. Mi uporabljamo nizkoogljično jeklo, pa kromolibdenovo jeklo in tu so bile izredno visoki skoki cen, ki smo jih mogli pač obvladovati, kot smo jih, zdaj malce se to znižuje. Elektriko mi porabimo med 18 in 20 tisoč megavatnih ur elektrike, zato da to proizvedemo specifično porabo, dokaj obvladujemo, zlasti zadnja leta, to je. Vendar smo zaradi cen električne energije, nam je ta strošek povzročil grozovite probleme. Lani smo imeli čez 5 milijonov je znašal strošek elektrike, kar pa imeli 3,5 milijone več kot pred letom. In vse to je bilo treba najti druge načine, da smo to pokrili. Mi strošek elektrike nismo mogli prevaliti na naše kupce. Bom povedal, zakaj. Prvič, ker imamo dolgoročno dogovorjene načine spreminjanja cen. In se to ne da enostransko narediti. Če narediš enostransko, tvegaš, da boš dobil odpoved. Če ne odpoved, pa ne boš več imel novih projektov, kar je počasen konec. Drugič, Kajles je globalni dobavitelj. Naši proizvodi gredo povsod po svetu. Ta problem cele električne energije je pa evropski problem.
Pa še v Evropi ni posod enak. Naš španski konkurent je kupoval skozi elektriko lansko leto približno po 50-60 evrov na megavatno uro. Ker je to spremljate, veste, kako so Španci, pa še danes imajo Španci pa Portugalci, bistveno nižjo elektrike. Tako da se nam je delež seveda teh stroškov energije izredno povečal. Mogoče še malo nekaj učinkovitosti, mi izredno povečujemo razpoložljivost strojev, zdaj imamo okoli 3,5% zastojev z vsemi servisi na leto v treh izmenah, kar je izvrsten rezultat. Stroški vzdrževanja nam padajo, smo jih skoraj prepolovili. Učinkovitost na strani orodij enako, 0,6 do 0,7% imamo zastojev zaradi orodij, pa nas je ogromno, na vsaki procesu je potrebno teh orodij, Kajles dela iz surovega jekla, gotovi proizvod in je tukaj veliko procesov, če vam povem, približno 250 je strojev različnih, na vsakem stroju lahko nastane napaka, na vsakem stroju lahko pride do kakšne okvare in vse to obvladovanje lahko obvladuje samo z izvrstno ekipo vzdrževalcev. Stroške orodij znižujemo, kljub temu, da povečujemo njihovo vzdržljivost. Potem še mogoče nekaj na kratko o zalogah, ki so tudi pomemben element dobrega poslovanja. Mi smo pred krizo imeli zelo visoke zaloge. Če pogledate tiste rdeče stolpce, 20% so znašale, ali pa preko 5krat na leto smo zaloge obrnili. V naši panogi pa velja, da si slim, da si vitek, če imaš med 6 in 7% zalog. In smo jih spravili. Tisti denar, ki smo ga pa tu pošparali, smo dali pa bankam, da smo vrnili kredite. In imamo zdaj skozi, obdobno jih tudi povečamo, ampak kada povečamo zaloge, jih povečamo zavestno, zaradi tveganj pri eventualnih pridobavah, to je bilo zdaj v zadnjih 2 letih kar precej nekaj tega, nekaj nam pa tudi odjemalci, ko so se zdaj prestrašili, ko se trgajo te reprodukcijske verige in zdaj imamo precej konsignacijske zaloge. In je to malo nam dvignilo stroške. Število prototipov in vzorcev vsako leto razvitih je kar veliko. Oranžni stolpec so začetni vzorci, svetlo-moder so pa prototipi. Torej to kaže eno dinamiko, ki jo moramo na tem področju upravljati. Imamo velike investicije, kar je vsako leto da v razvoj proizvodov in procesov, pa zaposlenih preko 2 milijona evrov. Investiramo pa poprečno nekako 10, tule nam nekaj ni šlo, pa ne zaradi tega, ker nismo imeli projektov, ampak smo imeli na primer pri stavbah velike probleme z pridobivanjem dovoljenj in pa nam je vse skupaj zadržalo. No in rezultat takega dela in takega napredka je, da smo realizacijo na zaposlenega dvignili, da imamo EBITDA zdaj že približno 10 let, tam med 20 in 21 milijonov in da je bruto dodana vrednost tudi zadnjih 10 let se giblje okoli 120 tisoč evrov na zaposlenega. To bi človek rekel, da je stagnacija, ampak jaz moram reči, da je to nekako, da je to zelo dober rezultat, ne samo za slovenske razmere, tudi za evropske razmere v naši panogi. In zdaj se borimo, kako bi ta rezultat obdržali. Težko je imeti cilje, da bo še boljši. Ampak ta rezultat nam omogoča tisto, kar sem na začetku povedal. Tok sem vam povedal, oprostite, malo sem več časa rabo, ampak sem me zdelo tudi, da je to dobro, da vam povem. Hvala lepa. Gospod Strašek, le kdo bi se branil tako impresivne zgodbe in mislim, da vse to, kar ste povedali, vse te podatke in te čudovite rezultate in tudi vodila, ki so v vašem podjetju, se verjetno vse skupaj skladišči v tistem, kar ste na začetku dejali, v skulpturi samospoštovanja. Hvala lepa.